Kamniški Lions klub nadaljuje svojo dobrodelno dejavnostjo. Tokrat je Kamničanom podelil 2 defibrilatorja. Izvoli, Mojca. Upam, da bo koristil. Hvala lepa. Mi pa upamo, da bomo čim manjkrat uporabljali, če ga pa že bomo mogli, pa da bo uspešno. Še kamniškim gasilcem, prostovoljnim gasilskim društvom, tudi vam upam, da vam bo dobro pa čim manj služeno. Se Lions klubu Kamnik zahvaljujemo za podeljen defibrilator. Namestili ga bomo v operativno vozilo, ki je ponavadi prvo na kraju nesreče, kakršnekoli. Zagotavljamo, da bomo usposobili kader oziroma našo ekipo prve pomoči, da bo temeljito znala ravnati z njim in da nam bo koristil, upamo, da čim manj. In kaj pravi pobudnik akcije? Ja, Kamniški Lions klub vsako leto donira Kamničanom skozi svojo prostovoljno in dobrodelno dejavnost na različne načine. In na svoji zadnji akciji, ki smo jo izpeljali pred dobrim mesecem na gradu Zaprice, smo se odločili, da bomo kupili tudi 2 defibrilatorja, enega podarili kamniškim gasilcem, ki so nekako v primeru naravnih in drugačnih nesreč najprej na kraju dogodka. Za drugega pa smo razmišljali, kam bi ga postavili oziroma katero organizacijo bi zaprosili, da ga postavi v svoje prostore. Nekako najbolj ustrezna se nam je zdela podružnica Nove Ljubljanske banke v Kamniku, ki je odprta 24 ur na dan za občane. V podružnici Gorenjske in Kamnik so se seveda strinjali, tako da bo defibrilator nameščen v predprostoru Nove Ljubljanske banke, kjer bo na voljo za pomoč 24 ur na dan. Tukaj bi zelo apeliral, da se defibrilatorja dotika res samo tisti, ki pomoč potrebuje oziroma tisti, ki pomoč nudi, drugače pa se ga seveda lahko vsak tudi ogleda. Ideja, da za te defibrilatorje je prišla od našega člana Borisa Kralja, ki bo tudi predstavil, kako se ti defibrilatorji uporabljajo. Seveda želim čim boljšo uporabo in pa jasno, da bi bil čim manjkrat uporabljen. Nam lahko na kratko predstavite, kako deluje ta naprava? No, gre za zelo enostavno napravo, ki je namenjena laikom. To pomeni, da vsakemu, ki bo prišel v tako situacijo, da bo naletel na bolnika oziroma osebo, ki ne bo kazala znakov življenja. V tem primeru je jasno, da je ta naprava stacionirana v predverju Nove Ljubljanske banke v omarici, ki se enostavno odpre. Ta aparat se enostavno odpre in zvočno vodi postopek oživljanja. Aparat sprašuje pravzaprav najprej, ali je tipen puls, ali je, kot slišite, ali je tipen puls, ali zaznamo dihanje. Potem usmerja, kam se treba najprej obrniti, potem je treba seveda začeti z umetnim dihanjem in masažo srca. Kolikor to ni uspešno, so priložene elektrode, ki se postavijo tam na tista mesta, kjer so tudi narisane. To se pravi na desno stran, nad podramo in levo nad srce. Priklopi se na aparat in aparat sam zazna ali ne zazna puls ali motno ritma in potem seveda ustrezno ukrepa, kar pomeni, da sproži nek elektrošok, ki spodbudi delovanje srca. Seveda je pa prva stopnja poklicati, to se pravi dežurnega zdravnika, ki bo v tem času, ko bomo mi poskušali nuditi tisto osnovno pomoč, prišel. Mi smo pa s tem rešili življenje, če seveda je bilo to potrebno. Vklopite elektrode v aparat. Najpomembnejše pa je, da seveda zaznamo ali ne zaznamo pulza. Če zaznamo puls in dihanje, potem seveda ta postopek ni potreben.